čem se vam zdi ta krožek tako zelo poseben, da ste se odločili, da ga predlagate za priznanje Andragoškega centra? Ker vzpodbuja to ljubezen do preteklosti, do našega kraja. Natalija je uspela zbrati okrog sebe eno ogromno število ljudi, ki so vsi skupaj so hoteli narediti nekaj za ohranitev naše dediščine. In se mi zdi fajn tudi to, ker mi smo tukaj, vsi, ki nismo Italijani, smo tujci, ne? Ampak ona je povezala vse, in Slovence, in Italijane, in Hrvate, in vsi skupaj delajo za to dediščino. Bi nam hotel predstaviti delovanje krožka, ki je dobil priznanje? V bistvu je to zdaj že 3. leto, kar potekajo krožki na temo ohranjanja dediščine. Prvo leto sem imela 2 krožka, naslednje leto 3 študijske krožke na isto temo in v tem šolskem letu še 2 krožka. To pa zaradi tega, ker je izjemno velik interes v okolju, ne samo v Piranu, ampak na celotni obali. Tukaj se združujemo ljudje, ki ljubimo kulturno dediščino. Po 2 letih delovanja v krožkih so ti krožki prerasli v društvo in sedaj že društvo tudi izvaja en študijski krožek. Mi imamo vrata vedno odprta, tako da se Pirančani stalno prihajajo v naše prostore. Vsem se zdi to en tak biserček, en premik v kvaliteti samega življenja mesta, ne? Ja, to, ko greš na razstavo, je skoraj vse kot novo. In ne vem, to je pa mojster Polde, ki ima tudi velike zasluge za to. On je pač leta delal v muzeju in je restauriral te predmete, tako da jim je po strokovni plati lahko kar veliko pomagal.